gledalke, dragi gledalci, dober večer. Tokrat je v moji družbi Nina Radi. Verjetno večina pozna potem, da je bila tekmovalka v slovenskih resničnostnih šovih, pa tudi potem, da v javnosti odkrito govori o svojem zdravstvenem stanju, zdravstveni bolezni je bilo kar nekaj, o tem bo pa sama več spregovorila. Pozdravljeni. Pozdravljena. Torej, najprej se bom vrnila nekaj let nazaj, na čas, ko pravzaprav ste zboleli za rakom na materinčnem vratu. Ja, rekla bom ne glih lahko in prijetno obdobje. Za raka sem uradno izvedela leta 2016. Moram priznati, da mi na začetku bil kar šok, dejansko z nekimi temi leti dojameš, da se ti to lahko zgodi. Mislim, vse o raku ful poslušamo, ampak dokler ne prizadene tebe ali pa tvojega bližnjega, te kar nekako ne prizemlji toliko, kot pa takrat, ko se to zgodi. No, so se pri vam konkretno pojavile kakšne težave? Kako ste pravzaprav izvedeli za samo diagnozo? Težav, zdaj, da bi bile neke bolečine ali pa nekaj ni bilo. No. Zdaj vemo, da rak dostkrat ne boli, ampak zatipamo ali neko bulo ali pa so neki znaki. V mojem primeru je bilo konstantna krvavitev spodaj. Kot da bi imel tiste dneve v mesecu, par mesecev ali pa par tednov skupaj. No. In ko pač to ni prenehalo, sem rekla, da se očitno nekaj tu dogaja in obiskala ginekologa. Ste predtem redno obiskovali ginekologa? Ne. Dejansko nočem zdaj tu kriviti sebe, ampak na nek način mogoče bi lahko prej se marsikaj odkrilo, ne bilo v taki razsežnosti, kot je bilo. Jaz sem glih 2013, mislim, da sem menjala ginekologa, oziroma z ginekologinje sem šla na ginekologa. In vemo, da nam tisti brezplačni pregledi pri ginekologu pripadajo, če smo zdravi na nekje leto pa pol, 2 leti. In ko bi jaz mogla na to testiranje, sem ravno menjala ginekologa in ko sem prišla k novem, bi mogla dejansko takoj to narediti, ne. Ampak smo spet čakali ponovne 2 leti oziroma 3 leta in takrat so se začele te krvavitve in ko smo naredili, nismo rabili nekaj dolgo. Dejansko že ob testiranju oziroma ob tem, ko smo vzeli vzorce, se je videlo, da nekaj ne štima. Torej vam je že takrat ginekolog povedal, da najverjetneje? Ni mi dejansko povedal s temi besedami, ampak pač povedal, da se nekaj opazi, ampak da bo testiranje pa sama povedala, kako in kaj. No in potem, ko ste že rekli, tako mlad verjetno ne pričakuješ takšnih in drugačnih diagnoz. Ko ste jo izvedeli, kakšni so bili tisti občutki, mogoče strah, s čim ste se soočili, katera vprašanja so se vam pojavila? Iskreno sploh pač slišiš, imaš raka, je v tej fazi, potrebna bo operacija, ampak kar dojemaš, da si dejansko to ti in da je to dojelo, pač ne vem, sliši se res noro, ampak ne vem, ali nisem hotela dojeti, ali nisem dojemala, v glavnem, ne vem, pač definitivno je bil šok, kaj je operacija, kaj to pomeni, ali bo pol obsevanje, kaj bo to za moje nadaljnje življenje, ampak jaz mislim, da prav tisti šok me je dojel, mislim, me je prizemljil nekako šele po operaciji in v tem obdobju zdravljenja z biološkimi zdravili. Prej pa niti ne, no. Prej pa si skozi rečeš, pa ste mogoče se zmotili, mogoče ni v takem obsegu, ker nekako upaš, da ni to. Torej pri vas kemoterapija obsevanja niso bila potrebna? Imela sem, ampak sem imela v manj intenzivni, obsevanja nisem imela, kemoterapijo sem imela pa v manj intenzivni, kako naj rečem, manj invazivna, no. Zaradi tega, ker sem vseeno bila še mlada, nisem niti še rodila, ne nič, no, nisem je hotela preobremeniti. Kako so torej te imunoterapije, hormonske terapije potekale? Dejali ste, bili ste na bioloških zdravilih. Kako dolgo ste jih morali jemati? Ali je to morda doživljenjsko? Kako je s tem? Vem, da vmes so mi neko terapijo celo zamenjali, no, ker pač po nekem času se ti telo drugače odziva, pa itak te spremljajo in vse.
Mislim, da sem zadnjo zdravilo, kar se tiče tega zdravljenja, vzela nekje 3 leta, no, gor dol po operaciji. Zdaj v tem času ste, kolikor mi je znano, tehtali zgolj 32 kg. Ja, to je res, to pa se je zelo hitro zgodilo, no, tako kak mesec, dva po operaciji, oziroma ko se je začelo to zdravljenje z zdravili, mi je v enem mesecu pač kilaža padla za 11 kg, kar dejansko tako fizično se nisem jaz nič slabše počutila, manj energijska, je pa prišlo pol mesece za mano. No. Kako ste se soočili s vsem tem, kaj se vam dogaja, ne nazadnje tudi z samo težo? Pač po večini so samo moji bližnji vedeli, no, za to situacijo, s katero se spopadam. No, in ljudje so mislili, da namerno hujšam, da imam anoreksijo ali pa pač bulimijo, karkoli od tega. Ne. Ampak nisem namerno hujšala, pač to je bil nekak skupek vsega, kar se mi je dogajalo, zdravil, verjetno tudi malo stresa, definitivno neka ta situacija ti povzroči psihično kar globoke rane. No. Zdaj, nekoč niste ravno radi o tem govorili, nekako bolj držali zase za svoje. Danes ravno obratno govorite o tem, morda ste sami imeli takrat v tistem vašem obdobju premalo informacij. Kako to, da ste se odločili, da boste pa tokrat vi tisti, ki boste ozaveščali vsem tem? V bistvu mislim, da je bil preobrat takrat v oddaji Sanjski moški, ko sem bila. Niti takrat nisem hotela nekaj o tem ful govoriti, no, ampak je nekak tema nanesla na to in potem, ko sem prišla ven iz oddaje, se mi je javilo ful veliko punc, no, da so same v podobni stiski ali pa da se mama, babica, teta, pač nekdo od bližnjih sooča z rakom in da pač same doživljajo neko stisko, da ne vejo, kako čez to, da pač se bojijo smrti, tako kot sem iskreno se je bala tudi jaz, saj se dejansko še zdaj, saj vemo, da pri nekih takih stvarih nikoli ne veš, kdaj se bolezen vrne in upam, da se pač nikoli, ne, ampak nekako sem imela občutek, nekako sem razumela njihovo stisko, no, s tistim, kar so se one soočale, ker jaz se nisem imela na koga nekako obrniti, no, mu pač povedati, da mi je pač hudo, da ne vem, kako naj prebrodim vse to, kako se naj poleg fizične nemočnosti spopadam s tisto najhujšo, ki je pač psihično. Ne. Predrakave spremembe so tiste, ki se navadno pojavijo že nekaj let prej, zato mislim, da je na tem mestu prav en poziv, torej redni ginekološki pregledi. Absolutno, definitivno redni ginekološki pregledi. Jaz bi svetovala celo tako, no, da če so te ginekološki pregledi predolgi, naprimer, da si same punce plačajo in grejo res vsaj enkrat letno. No. Potem so vam pa odkrili še eno bulo, tudi nov šok takrat. Ja, ta bula pa je bila 7-centimetrska bula na jajčniku. Dejansko sem imela ful močne bolečine skozi v trtici, v medenici. Dejansko so mi na neki točki drevenele noge, no, mravljinčaste sem imela, ali sem imela ful nemoči. Hodila sem celo na blokade v bolnico, ker imam diskus hernijo in smo mislili, da je pač nekaj s tem povezano. V glavnem, noge so mi bila na neki točki neuporabne, nisem se mogla ne dvigniti na nič. In te bolečine so bile po moje že kar par let, no, tako 2-3 leta so se stopnjevale, dokler se ni pojavila ta bula na desnem jajčniku in so rekli, da kaže na endometriom, se pravi na endometriozo. Ampak žal za endometriozo veliko punc, tako kot prej rakave celice, ima tudi endometriozo, ampak ne obstaja neki postopek, kako je odkrit. Ne moreš to na neko slikanje, na neki rentgen, pa bojo rekli, aha, tu je ni, dokler se pač ne pojavi na nekem takem delu, da je pač vidna. In meni sreča v nesreči je bilo to na jajčniku in so me pač poslali na operacijo in šele z operacijo so videli, da je dejansko ta endometrioza bila ful obsežna čez celo medenično dno, trebušno steno in dejansko tiste bolečine, ki so bile,
so bile posledice endometrioze, ker mi je endometrioza pritiskala na trtico, na medenično dno in dejansko mi je to tiščalo na živec, no, ki je bil povezan z nogami. Takrat ste se soočili tudi z enimi besedami, ki jih ženska težko sliši, da naravna zanositev najverjetneje celo ne bo mogoča. Ja, to je res in našemu sta čustva. Pač res meni družina in otroci pomenijo največ in pač to mislim, da bolj kot, kako bo to smešno zvenelo, bolj kot beseda rak, me je prizadelo to. In dobro, sem na nek način šla čez to, se rekla, vse obstaja umetna zanositev, vse obstaja posvojitev otrok, pač se vračujem. Ja. Tista želja po materinstvu je v večini od žensk, tako kot ste rekli, želja mora biti tako ali drugače. To je res. Vem, da takrat, ko sem šla na to operacijo endometrioze, mi je zaradi operacije raka že prej nekako bila postavljena diagnoza težje zanositve, ker vseeno maternični vrat je skrajšan, vseeno so neka zdravila bila prisotna, neka invaziva v telo. In takrat so mi že rekli, da je zelo velika verjetnost spontanega splava ali pa izven maternične nosečnosti. Ko so mi pa odkrili to endometriozo, so pa sumili tudi na to, da dejansko nimam pretočnosti pač teh porodnih kanalov oziroma jajcovodov in vsega tega. Ampak na srečo je baje vse normalno pretočno, ampak kak je z zanositvijo, pa bomo dejansko vedeli šele, ko bo do tega prišlo. Upajmo, da se vam bo resničila ta vaša želja po materinstvu. Ja, tudi jaz upam. Sicer pa imate poleg tega diagnosticirane še 2 avtoimuni bolezni. Zakaj pravzaprav gre? Avtoimuna bolezen je v bistvu vnetna bolezen imunskega sistema oziroma telesa. In navadno za dosti teh avtoimunih bolezni ni zdravilno. Napadajo tudi zdrave celice našega telesa. In pri meni gre za skupek 2 avtoimunih bolezni in to je, ena je multipla skleroza in eno je mezenhemopatija. Pač ne vem, kako naj po domače to nekako povem. Gre za bolezen živčevja in bolezen, revmatološko bolezen in bolezen mišic, nekako preplet več različnih stvari, več vnetnih procesov. Enkrat je močnejša druga, enkrat je močnejša tretja in se pravi, vse to je bilo nekako v letu, 2, 3, vse naenkrat. V bistvu, da so mi prav diagnosticirali to z mišicami, je nekako bilo v obdobju tega raka. Malo pred tem, mislim, kako naj rečem, meni so se procesi v mišicah začeli že ful prej. Ko sem začela konec osnovne šole tekmovati za reprezentanco, sem imela grozne bolečine v mišicah. Po vsaki tekmi po 38 vročine, ampak pač predpisuješ, ne vem, kaki virozi, ono, 3., 4. In čez par let se stanje ni izboljšalo in smo postale z zdravnico ful bolj pozorne na to v obdobju mojih tekmovanj, ko je bilo še vse dosti bolj intenzivno in me je poslala k revmatologu. Tam so se začele neke preiskave, neka testiranja, ki pa so pač trajala par let, da se dejansko potrdila, ker ne vem, če imaš enkrat povečan en parameter, še ne more reči, ja, to je zagotovo to. Ponavadi pustijo, da ne vem, gre skozi vsaj nekaj testiranj, da dejansko je vse črno na belem. Torej, vi ste imeli tudi bolečine v mišicah. Kako vse so se odražale te bolezni na vas? Predvsem je bilo tako, da je bilo res, sploh po tekih,
intenzivno ful velike bolečine v mišicah. Po, ne vem, 2-3 analgezine sem imela, kar vem, da ni okej. Ful velika utrujenost. Dejansko ful podobni simptomi, kot da bi imel neko močno gripo z ful visoko vročino, pa res ful intenzivnimi bolečinami. Se pravi, tako rekoč ste bili prisiljeni se naučiti živeti s temi vašimi bolečinami. Ponavadi je bilo tako, da dan, dva po tekmi nisem mogel nič. Po večini samo postelja ali pa neko počivanje. Pol pa sem se naučila živeti s temi bolečinami. Nekako so skozi prisotne, ali so manj intenzivne ali bolj intenzivne. Vem, da pač tek pri tem ne koristi, to so mi povedali tudi specialisti, revmatologi in podobni. Ampak, tako bom rekla, nekako po tistem, ko sem preživela raka, sem se rekla, itak, če me kaj sprošča, je to tek, je pač to narava, da pač odklopim misli, ker sem pač ful veliki overthinker. In da bi mi nekdo oduzel še tek, ker vem, da revmatolog mi je svetoval pohode, ne vem, sprehode. In to nekomu, ki je pač v teku, v dolgih relacijah, da mu nekdo to reče, pač ne znaš preklopiti. Ne, da ne znaš, težko je, kot da ti nekaj, kaj imaš ful rad, odvzamejo. In še vedno hodim na testiranja, še vedno preverjajo neke določene titre v telesu. In rekla sem, dokler ne bojo intenzivno povišani ali pa se začeli slabšati, bom v teku pač vztrajala in pač živela s temi bolečinami. Kakšne pa so bile pravzaprav napovedi? Govorili sva, da na neki točki so vam celo dejali, da lahko čez nekaj let praktično pristanete na invalidskem vozičku. Še vedno je napoved ista, ampak moram potrkati, ne vem kam. Še vedno je napoved ista, še vedno mi pač to grozi. Zdaj trenutno smo na neki točki, ki ni niti idealna, ni pa niti še tista grozna, ki bi pač privedla v roku leta, 2 ali pa 5 let do invalidskega vozička, ampak problem teh avtoimunih bolezni je, da jih ne moramo najbolj nadzirati oziroma niti zdraviti. Ne vemo pa, koliko intenzivno bojo v nekem obdobju napadle. Tako da možno, da se ne bo zgodilo nič in bom doživljenjsko na tej točki, možno pa, da ne vem, iz danes na jutri se stanje poslabša. Vem, da se mi je javilo tudi kar nekaj punc, ki imajo podobne diagnoze, ko so dejansko v pol leta, leto dni se je toliko poslabšalo stanje, kot se prej 10-15 let ni. To je glih ta problem, da pač ne veš, kako bo jutri. In zato je pač treba živeti za danes. Drži. Pa če se vrneva še zdaj malo nazaj, že na začetku ste omenili, vse skupaj precej fizično vpliva na vsakega posameznika, tudi na vas. Kako ste se lotili torej psihično predelovati vse to? Ja, še ena stvar, o kateri mi je bilo pač ful težko govoriti. In dejansko mislim, da ni dolgo, kar sem dejansko začela odkrito govoriti o depresiji, s katero sem se dejansko tudi sama soočala. Neke take situacije, hočeš nočeš, pač privedejo do tega. Tudi če si ti govoriš, vse mi je, kul je, noč mi ni, bom jaz to predelu, naša podzavest je čist nekaj drugega in težko mi vplivamo na našo podzavest. Sploh, če se toliko osredotočamo na fizično boljše počutje, velikokrat pozabimo na podzavest in to privede do raznih psiholoških stanj in psiholoških bolezni. Ampak kar tisto, ko ste se na neki točki morali sami seboj soočiti in priznati, da imate pač te psihične težave, kaj ne? Ja, v tem obdobju je najbolj pomembno to, da si to na nek način priznaš in se začneš zdraviti tudi glede tega. Se mi zdi, da danes, ko pač gledam družbo, kar vse se dogaja v tem, se ful premalo o tem govori. Kak nekdo reče, da ne vem, obiskuje psihologa, psihoterapeuta, tudi sama sem obiskovala psihoterapevtko, še vedno občasno obiščem. To ni tabu. O tem bi se moglo ful več govoriti.
Vidim, da imajo ljudje nasploh, ne samo pri boleznih, ful stisko, ali je to hiter tempo življenja, ali so to, ne vem, neke družinske situacije, ali situacije v službi, med prijatelji, v partnerstvu. V glavnem, kar nekako, ne vem, je tabu govoriti o tem, no, da pa rabiš pomoč. In ravno zato je prav, da o vsem tem govorimo na glas. Točno to. Zdaj poznajo vas ljudje torej po tekmovalki resničnostnih šovov, po teh vaših bolezni. Mogoče v vašem privat življenju sicer malo manj. Povejte nam, kaj sploh počnete, torej kaj je vaša služba, pa na drugi strani vedno so tiste vprašanja, kako je ljubezensko razmerje. S tem ste se pogosto srečali, kaj ne? Res je. Ja, dosti je kar nekih vprašanj, no. Pa da začnem zdaj, s čim se ukvarjam, še vedno tečem za reprezentanco, sicer v nekih obdobjih sem spustila določene sezone tekmovanj. Poskušam pa narediti nekaj najboljšega, kar se da v določeni sezoni. Kaj delam privat? Sem magistrica multimedijskih komunikacij, delala sem ful dolgo v dizajnu, v grafičnem oblikovanju, delala sem tudi na radiju, se pravi pač multimedija. Nekako 2 leti nazaj, po šovih, sem pa začela delati v področju osebne asistence, pomoč invalidom, pomoč starejšim. Zakaj glih to? Nekako, ko zboliš, no, te nekako pripelje do tega, no, ker tako kot so oni nemočni, vem tudi, kak sem jaz bila v nekem svojem obdobju nemočna. In mi dajo še bolj nekak občutek tiste pač topline, no. Dejansko me izpopolnjuje to. Sem pa to začela že nekako ne osebno asistenco, ampak pomoč. Takrat je bilo preko Zveze prijateljev mladine, sem z temi otroki iz ogroženih družin, no, letovala na morje. To se je začelo nekako v srednji šoli, no, in takrat sem že bila nekako v tej pomoči drug drugemu. Kaj pa torej ljubezen, samske možje niste našli pa danes? Kar se tiče ljubezenskega področja, sem pa rekla, da bo še zaenkrat ostalo skrito, no, tako da, ampak se bo tudi o tem izvedela v pravem času. Torej danes so lahko ljudje veliko izvedeli o vas, pa vendar ob koncu morda kakšno sporočilo za vse tiste, ki se soočijo s takšno ali drugačno diagnozo, ki morda v tistem prvem trenutku vzame sapo, preusmeri negativne misli oziroma odžene tiste pozitivne, kakšno svet vsem tistim? Jaz bi dala edini nasvet je to, da ne glede s čim se oseba, ki pač to gleda, sooča, naj nikoli ne obupa. Vedno se bo našla rešitev, naj borba dalje. Kar pa je najbolj pomembno, ne obremenjujte se z nepomembnimi stvarmi, živite za danes, ker dejansko noben ne ve, koliko časa nam je v življenju preostalo, tako da uživajte ga. Morda stavek, ki ga premalokrat izrečemo in se ga zavemo, kaj ne? Ja, in vi ste čisti dokazali tam, kjer je volja in predvsem pozitiva je pot. Ja, tako bi lahko rekla, zato pa je dejansko moj moto, ki ga imam dejansko tetoviranega okoli noge, karkoli se ti zgodi v življenju, je treba živeti naprej in res je tako. Najlepša hvala, Nina, da ste bili moja gostja. Veselje mi je bilo. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.